Živjo. Jaz se spet odpravljam na potovanje, jutri grem. Vesel sem kot radio, res kot radio. Tako se veselim. Grem pa v Bosno in Hercegovino na smučanje. Sam ne na Jahorino. Na Jahorini sem bil nazadnje. In tudi na mojem blogu si lahko pogledate, če vas zanima smučanje na Jahorini, sem na mojem blogu napisal čisto vse informacije. Sam v Google napiš Jahorina Tomaž Gorec, klikni prvi zadetek in te bo vrglo na ta moj članek. Sem čisto vse informacije podal. No, zdaj grem pa tudi smučat, ampak grem pogledat 3 druga smučišča. Tako da bom še o teh napisal reportažo in da bom tudi lahko jasno povedal, kje se mi bolj zdi, ali tam, ali na Jahorini, oziroma bom malo primerjal, kaj je tukaj boljš, kaj je tam boljš, tako da bom probal čim bolj objektivno napisati. Zdaj z mano gre še ena oseba, ne bom zdaj povedal, katera, jo boste pa jutri videli v videu. Naj pa povem, da je ta oseba že potovala z mano, tako da če mogoče veš, ali pa se ti zdi, katera oseba bi ta bila, daj napiši v komentar, da vidim, če bo kdo ugotovil. No, sem rekel, 3 smučišča grem pogledat. Najprej grem na Vlašič. To je smučišče pri Travniku. Travnik je dol v dolini, gor v hrib je potem pa v planinah je pa planina Vlašič in gor je smučišče. Jaz še nisem tukaj bil. Enkrat poleti sem hotel iti, ampak sem šel po eni stranski cesti in nisem do vrha prišel, ker je cesta tako slaba ratala, to je 2 let nazaj dobra. Takrat sem še golfal, pa tudi golf ni zmogel. No, ampak ne boste verjeli, na Vlašiču ne dobiš proste sobe. Mogoče so 1-2 ponudbe na Bookingu, ampak to je ke so cene astronomske, tako da tudi približno nisem pripravljen plačati toliko. Sem pa že ravno kar rezerviral apartma v Travniku in ne boste verjeli, za kakšno ceno sem ga dobil. 80 kvadratov, čisto zraven te travniške utrdbe, se pravi tiste trdnjave, gradu, sem že bil, fenomenalna lokacija. Za 2 dni, za 2 osebe 52 evrov. To pomeni 13 evrov na osebo na dan. Ni pa zajtrk vključen, ampak to niti ne rabiš, ker imaš tam cel kup tistih restavracij, pa greš za 2 evra nekaj pojesti, ali pa, če si fejst lačen, poješ čevape, daš pa 3 evre. Tako da, to ni problem. Je pa zdaj sem že malo razmišljal, da bi šel en drug apartma, ki je pa bil samo 32 evrov za 2 osebe za 2 dni. Se pravi, koliko je to? 8 evrov na dan. Hočem vam samo povedati, koliko je poceni se da po Bosni potovati. Ocena obe dveh na Bookingu je pa, mislim, da tega ta poceni 9,4, tega ta dražjega v narekovaju pa 9,6 celo. Tako da, neverjetno. Bom dal tudi link tukaj spodaj v video, v kateri hotel grem. Ne hotel, apartmaje. Tako da, res poceni. Ampak pol sem rekel, grem rajš od tega, ki je večji,
Se pravi, bom dal names 8 evrov, 12 evrov na noč, ne. Boljša lokacija je majčkeno, no, čeprav tudi tu ni slaba lokacija. Bolj prostoren je, no, tako da sem se vseeno za tega odločil. No, in tle bova smučala dan ali dva, bova videla. Pol tudi travnik je zanimiv, tako, saj sem že bil enkrat, ampak, glejte, tak prijeten mestec, okolica, super, pa tako, da se prav veselim tega. Potem pa iz travnika se odpravljava v Kupres. Kupres je tudi smučišče, to je malo bolj južno, pri mestu Bugojno. Jaz sem se čez Kupres samo enkrat peljal, to je bilo 29. novembra leta 2019, tik preden je korona bila. Ker sem šel za 29. novembra v Jajce, potem sem šel pa nazaj čez Kupres, ker me je ravno ta Kupres zanimal, kako izgleda. Meni je bilo gor fantastično, sicer takrat še ni bilo snega, bilo je pa vse, bi rekel, ke zlato vse, tako, ful mi je bilo lepo. Tako da sem na travnik greva, ne, ali Kupres tudi smučat, ne vem zdaj, koliko časa bova, malo tudi od vremena odvisno, tako bova lovila sončne dneve, ker nekaj je sonca napovedanega, nekaj ni, malo se spreminja in bova lovila sončne dneve. In zdaj, ne vem, če bo kazalo, bom probal tisti dan, ki bo slab vreme, da se takrat premikava. Tisti dan, ki je pa lep, da sva pa tam pa da smučava. No, iz Kupresa greva pa na Bjelašnico. Tega smučišča se pa najbolj veselim. Bjelašnica je dokaj blizu Sarajeva. Približno isto je od Sarajeva oddaljena kakor Jahorina, mogoče majčkeno dlje, no, majčkeno dlje je. In nisem še smučal tukaj, sem pa bil na Bjelašnici že 4-krat, 5-krat siguren, ampak vedno poleti. Celo do Beljašnice sem šel z avtom čist do vrha, gor je ena super zapuščena stavba, tako da tudi to bom šel pogledat, pa bom vse posnel, tako da videi bojo tako zanimivi, to garantiram. Potem bom posnel en zapuščen hotel je tam, ki je bil včasih neki luksuzen, hotel Igman. To so ga zgradili za olimpijado. In zdaj pa to zapuščeno. Videl sem ga že parkrat, ampak ustavil se nisem nikoli, zato ker pa nikoli ni časa ta pravega. No, zdaj pa to grem siguren pogledat, to je zdaj prioriteta. Potem pa še skakalnico, tudi zapuščeno. To sem pa že bil 1-2-krat, morda celo 3-krat. Ampak takrat še nisem snemal tako, kot zdaj snemam, ne, tako da zdaj bom to res super predstavil, verjemite mi. Tako da te Bjelašnice se še posebej veselim. Je pa tudi na Bjelašnici, ne moreš najti zdajle nekega prenočišča po normalni ceni. Sicer nisem še gledal ravno zdaj, sem pa gledal že pred 14 dnevem, zdaj ne vem, kakšen datum sem dal, sem ga dal čez vikend ali ga nisem, ni bilo. Ni bilo po neki, bom rekel, normalni ceni, ni bilo. Samo ono je bilo ultra drago, ne. Tako da bova spala v Sarajevu, pa je iz Sarajeva do gor je 40 minut, pač kaj češ. Če bi bilo gor, bi raj gor bila, ne, ampak če ni, mi je pa tudi to okej. V Sarajevu nisem že spal več kot 10 let, ker zmeraj spim na palah. Pa je mogoče tudi to en čar, da bom po dolgem času spet v Sarajevu, se pravi, v Sarajevo jaz dobro poznam, znam dobil eno dobro lokacijo, prenočišča, tako da tam avto pustim, pa pogreš se brez skrbi po Sarajevu.
sprehoditi malo, avto pustiš tam, ko imaš prenočišče. Tako da bo tudi to super. Pa imam v Sarajevu še par stvari, ki jih želim videti. Rečemo Vratnik. Gor je neka trdnjava. Videl sem jo, dobro sem jo videl, kakšna je, ker sem dron gor spustil enkrat. Sem rekel, wow, tu moram jaz tudi gor priti. In zdaj, ko sem bil na Jahorini, sem celo šel gor, ampak je bila čista tema. Mislim, tema je že bila in bi mogel prej iti. Tako da zdaj bom to zagotovo šel. No, potem nazaj bova šla pa čez Mostar. Pri Mostarju imam še ene 2-3 stvari za videti, ki jih še nisem videl. Pa tudi, da ne greš isto pot, pa ta pot mi je dobra. Tako da nazaj greva čez Mostar, tle je tudi ponavadi lepo vreme. Pa ne boste verjeli, tudi pri Mostarju je eno malo smučišče. Tako da, če je sneg, pa če bo čas, bo šlo mogoče tudi na ti smučišče en dan smučati. To, da naredim eno res super reportažo še novih smučišč v Bosni in Hercegovini. Zdaj Slovenci večinoma vsi na Jahorinoh hodijo. Jaz nisem še za nobenega slišal, da bi šel na Bjelašnico. Ampak Bjelašnica je super, se boste videli. Pa tudi cene so nižje, žičence rečemo, ne? Pa na Vlašiču pa Kupre so tudi. Tako da zdajle ne bom nič na pamet govoril. Lejte, spremljajte me, boste vse v videih videli. Jaz vam garantiram super zanimive videe. Z Bosne so zmeraj, tudi jaz Bosno zelo dobro poznam in znam tudi bistveno več kaj povedati, kakor znam povedati, ko sem bil v Maroku, rečemo, ne. Tako da bo zanimivo, verjemite mi. Zdaj, če še niste naročeni na moj YouTube kanal, kliknite tisti gumb naroči se, tisti rdeč gumb, pa potem še zvonček. To je isto, kot me na Instagramu zasledili ali pa na Facebooku za prijatelja zaprosili. To je čist, da ne kdo misli, da je kaj za plačati, to je čist brezplačno, ne. To pač sam slediš me, kakšen video moj se ti potem bolj sigurno pokaže, kakor bi se sicer. No, pa tudi na Instagramu me lahko sledite, ker bom objavil veliko lepih slik. Pod Tomaž Gorec me najdete. Na Instagramu bom slikce objavljal. Tako da videe na YouTubu, na Instagramu slikce, tako da spremljajte me. Bo zanimivo. Lejte, jaz se res tako veselim, da ne morem povedati. Ful se veselim. Saj sem pa moram pa povedati, ne, ta teden sem pa delal ke budala. Zato, da sem vse naredil, da si bom lahko zdaj to privoščil. Mislim, časovno, se vidite, finančno ni kakšne hude sile. Tako da res, tako se veselim, da ne morem povedati in vem, da bo dober in upam, da se vidimo preko telefonov, računalnikov in tako naprej. Nič, lepo se imej. Če imaš pa kakršnokoli vprašanje zame, v komentar ga zastavi, odgovorim, tako da bom tudi enkrat en video posnel, ko bom odgovarjal na vaše vprašanja. Pa to potem, ko bom že 3-4 dni tam, da boste me imeli kaj za vprašati. To je to za danes, lejte, ura je že kar nekaj, moram je domov spokat. Jaz vse ta zadnji trenutek, ampak ne gre drugače. Nič, živja.